Besedo predajam poveljniku 430. mornariškega diviziona, kapitanu bojne ladje Borisu Geršaku. Po natanko 150 dnevih delovanja v operaciji Evropske unije Sofija so se pripadniki kontingenta varno vrnili v domovino. Z delovanjem v zahtevnem okolju, kar morsko prostranstvo Mediterana prav gotovo je posadka ladje Triglav nedvomno pokazala izjemno predanost, odločnost in pripravljenost za ukrepanje, velikokrat tudi v izredno težkih razmerah. Med delovanjem se je izkazalo, da smo kljub svoji majhnosti lahko še kako zaupanja vreden partner tudi ob boku velikim mornaricam. To dokazujejo tudi besede taktičnega poveljnika operacije admirala Guelje, ki je ladjo v času skupnega delovanja na morju večkrat obiskal. Z velikim zanimanjem je spremljal njeno delovanje v različnih akcijah. V pismu mi je zapisal, da je bil izjemno impresioniran nad strastjo in odločenostjo poveljnika ladje ter visoko profesionalnim in kolektivnim duhom celotne posadke. Prepričan sem, da smo tokrat upravičili zaupanje vseh, tudi tistih, ki so v naše zmožnosti dvomili. S sodelovanjem v operaciji je Slovenija na viden in konkreten način prispevala k varnosti in humanitarni pomoči v Sredozemskem morju in izrazila podporo pri reševanju migracijske problematike. Spoštovani pripadniki kontingenta, pred vami je bila zahtevna naloga, ki ste jo opravili z odliko, za kar vam izrekam vse pohvale. S ponosom zrem v vas tudi iz razloga, ker ste s tem dejanjem ponovno dokazali, da ni le velikost tista, ki šteje, kot tudi ne barva uniforme ali enota, iz katere je pripadnik kontingenta, temveč znanje, pripravljenost in veliko srce. In vendar vsega tega ne bi bilo, če se ne bi neposredno po osamosvojitvi v obrambnih strukturah začela snovati zamisel o razvoju obalne obrambe in pomorstva kot samostojnega roda vojske. Zamisel se je uresničila leta 1993, ko se je 30. januarja v portoroški marini svečano predstavila mornariška enota Slovenske vojske in od predsednika republike prejela bojno zastavo. Od takrat je bila pot razvoja zelo dinamična in prepletena, predvsem z vzponi, pa tudi s padci. Vsa leta smo vlagali obilo truda in energije v prepričevanje in razlage, da je Slovenija pomorska in mediteranska država in da to za nas predstavlja posebno ugodnost za razvoj in napredek, pa tudi odgovornost na področju zagotavljanja pomorske varnosti in stabilnosti. Razlagali smo naše interese, predvsem pa naloge, ki jih obrambni sistem mora realizirati, da bi te interese zaščitili. Začetek mornariške enote in roda pomorstvo v Slovenski vojski pa je pogojen še z enim od zelo pomembnih dogodkov v novejši zgodovini Slovenije, sprejetjem resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije 7. marca 1991. S tem dejanjem je država jasno izrazila pomorsko usmerjenost, ki je zgodovinsko in geografsko pogojena. Slovenija je obalna država z dostopom do morja, Slovenci pa smo pomorski narod z bogato pomorsko tradicijo in zgodovino. Pripadniki mornariškega diviziona razumemo prednosti, ki jih nudi izhod na Jadransko morje in pomembnost pomorskih dejavnosti za celotno državo. Hkrati razumemo tudi spremembe varnostnega okolja, ki jih povzročajo nova tveganja in grožnje in imajo destabilizacijski učinek na varnost celotne mednarodne skupnosti, kateri pripadamo tudi sami. V kontekstu zagotavljanja varnosti in stabilnosti je naša vizija tudi v prihodnje predano in strokovno opravljati naloge, nadaljevati sodelovanje pri razvoju naše pomorske usmerjenosti države, krepiti zaupanje okolja in biti v ponos Slovenski vojski in državljanom Slovenije. Spoštovani,
Ob koncu je pomembno izreči pohvalo in zahvalo vsem pripadnikom, ki so v letih, ko je začela nastajati mornariška enota, zagotovili ustrezne pogoje za razvoj roda pomorstvo, vsem tistim, ki so se z velikim elanom vključili v delo in razvoj, skratka vsem, ki so dali na razpolago svojo zvestobo, znanje in izkušnje, da se je lahko enota uspešno razvijala. Zahvala gre tudi vsem strateškim vodjem v obrambnem sistemu, ki so razumeli in razumejo pomembnost tega dela naše domovine in pomembnost slovenskih pomorskih interesov tudi v širši mednarodni skupnosti. Želel bi se zahvaliti tudi prebivalcem Slovenskega Primorja, delavcem, uslužbencem in strokovnjakom pomorskih in ostalih deležnikov na obali, ki so nas sprejeli medse, ter nam pomagali in nam pomagajo pri našem razvoju. Zahvala pa gre predvsem pripadnikom mornariške enote, sedanjim in nekdanjim. Vaše trajno in neomajno investiranje znanja in izkušenj, časa in energije je zagotovilo, da je to, kar smo si zastavili, uresničljivo in v dobro mornariške enote, Slovenske vojske in Slovenije. Hvala. Hvala poveljniku 430. mornariškega diviziona. Naši gostje so nam že zelo dobro znani, učenci otroškega pevskega zbora Osnovne šole Koper, zborovodkinjo Ingrid Poropat. Pripadniki 430. mornariškega diviziona. Za koga? Za Slovenijo! Sprejmite najprej moje iskrene čestitke ob vašem jubileju. Visoki gostje, dame in gospodje. 16. oktobra lani sem z nekaterimi od vas, z družinami tistih, ki so se tistega dne odpravili iz ladjo Triglav na drugo, ne samo humanitarno, ampak tudi vojaško misijo, udeležil njenega odhoda. Ladja se je, kot rečeno, drugič odpravila v Sredozemsko morje, da bi v okviru mednarodnih sil posredovala v begunski krizi. Pred časom je to storila izključno z humanitarnimi nalogami. Tokrat, v pol leta njenega delovanja na nemirnem Sredozemskem morju, pa ni samo pomagala ljudem v stiski, ampak je opravila tudi druge naloge, zlasti tiste, ki so bile povezane z preprečevanjem tihotapstva. Ob robu Münchenske varnostne konference januarja letos sem se pogovarjal s številnimi visokimi političnimi in vojaškimi predstavniki, ki so mi vsi, brez izjeme, poudarili brezhibnost vašega dela. Kot predsednik republike in kot vrhovni poveljnik obrambnih sil sem bil zelo ponosen na to, da lahko Slovenija kot pomorska država s tradicijo, pa seveda z omejenimi vojaškimi resursi, tako pomembno sodeluje v mednarodnih misijah, tudi na morju, z našo ladjo, in da pri zaveznikih vzbudi toliko občudovanja. Zaradi profesionalnosti, zaradi predanosti in še enkrat ponovim, zaradi brezhibnosti opravljenega dela. Mislim pa, da je enako pomembno, tukaj so tudi predsednik in člani odbora za obrambo, da z enakim ponosom spremljamo vaše delo tisti, ki smo odgovorni za to, da ustvarjamo pogoje zanj,
In da se, to bi rad posebej počrtal, s ponosom na vaše delo ozira tudi vsa slovenska javnost. Slovenska vojska ima sicer visok ugled v javnosti, kar pomeni, da ima slovenska javnost glede njenih prispevkov k zagotavljanju in krepitvi varnosti visoka pričakovanja. Prihodnji teden, v sredo, bom kot vrhovni poveljnik obrambnih sil sprejel poročilo, ki mi ga bosta kot vsako leto predala ministrica za obrambo in načelnik generalštaba. Poročilo je sinoči prispelo v mojo pisarno in čaka, da ga skupaj s svetovalci temeljito proučim do sestanka. Vendar ne bom presenečen, če bom dolžan 3. leto zapored ugotoviti, da v Slovenski vojski lahko občudujemo visoko pripadnost, profesionalnost, predanost vojakov in vojakinj, častnic in častnikov, vsega osebja v sistemu Slovenske vojske, da pa večjo pripravljenost omejujejo finančna sredstva. In izkoriščam to priložnost, da ob navzočnosti pomembnih odločevalcev rečem, da tudi zaradi spremenjenih mednarodnih okoliščin Sloveniji kot majhni državi, odprti v svet, članici zavezništva NATO, državi, ki je dolžna zagotoviti varnost države, ljudi in premoženja, ki se zdi mnogim našim ljudem samoumevna, da mora v teh spremenjenih okoliščinah v to tudi finančno investirati. Do tega nacionalnega konsenza se moramo, po mojem mnenju, kot rečeno, zaradi hitro spreminjajočih se okoliščin v mednarodnem okolju dokopati relativno hitro. In glede teh spremenjenih okoliščin bi rad v drugem delu tega govora rekel nekaj besed. V zadnjih 7 letih je Evropsko unijo prizadela finančna kriza in migrantska kriza. Zgostitev terorističnih napadov na območju Evropske unije, torej v naši širši domovini, in njihova nepredvidljivost v prihodnosti nam dajo vedeti, da ni nobenih razlogov za to, da bi se zanesli na to, da se bodo kmalu končali oziroma da ne predstavljajo neke trajnejše komponente ogrožene naše varnosti. Hočem reči, da se morda bliža čas, ko bomo, potem ko smo ugotovili, da smo se soočili v manj kot 10 letih z finančno krizo, z begunsko krizo, soočili tudi z varnostno krizo. Morda je to danes prezgodaj reči, vendar pa je nekdo, ki zaseda položaj odgovornega za obrambni sistem, dolžan pogledati nekoliko dlje v prihodnost zato, da ga ta ne bi presenetila. Tako kot smo bili to sposobni storiti pred 25 leti in zavarovati odločitev naših ljudi za suvereno in neodvisno državo. Slovenija je, kot sem dejal, odprta družba in odprta država, zato si ne smemo delati iluzij, da je varnost, ki je velika dobrina naše dežele, trajna, ne da bi se v spremenjenih okoliščinah zato, da bi taka ostala posebej potrudili. Ne gre samo za finančni vidik. Gre tudi zanj, gre za vse tiste vidike, ki delajo našo družbo stabilno.
Še vedno sem prepričan, da je gospodarsko okrevanje najpomembnejše za našo socialno in sleherno povezanost. Dejstvo pa je, da povečanje varnostnih groženj v naši soseščini od nas terja, da preučimo in po potrebi moderniziramo celoten varnostni sistem. Ta investicija se bo upravičila, ker bo dolgoročna in bo imela trajnejše učinke. Posodobila bo Slovensko vojsko, posodobila bo Slovensko policijo, naše obveščevalne službe in vse druge instrumente, s katerimi država varuje varnost ljudi in premoženja. Zavzemam se ob tej priložnosti za to, da slovenska politika, ki ima v rokah škarje in platno, glede tega vprašanja skupaj s stroko najde primerne rešitve za to, da v nekem razumnem času, ne čez noč, v nekem razumnem času, to da dovolj zgodaj, da se nam ne bo treba po kakšnih dogodkih, ki bi lahko sledili v prihodnosti, opravičevati, ampak jih bomo preprečili. Dovolj zgodaj najde, glede na naše finančne in druge kapacitete, ustrezne ukrepe za posodobitev celotnega varnostnega sistema. Še enkrat, da ne bo nesporazumov, gospodarsko okrevanje je vitalnega pomena za naš družbeni in državni razvoj. V enaki meri, zaradi varnostnih tveganj, ki so spričo terorističnih napadov in drugih varnostnih groženj v svetu povečana, potrebujemo tudi sodoben obrambni in varnostni sistem. To je investicija v tako državo in družbo, v kateri se bodo naši ljudje, ne glede na preštevilne novice o napadih znotraj Evropske unije in o kriznih žariščih, ki ne pojenjajo v mednarodni skupnosti, počutili varno. Zaskrbljenost ljudi, ki jo lahko vidimo in slišimo te dni po dogodkih v Bruslju, ki niso daleč od tistih v Parizu, je upravičena. Ampak kot sem že dejal, namesto strahu moramo na ta razvoj dogodkov odgovoriti s premišljenimi in odločnimi ukrepi. Zdaj je tak čas. In to se mi zdi je odgovornost, pred katero nihče, ki ima pristojnosti za to, ne sme bežati. Na koncu ne rečem, Slovenija je članica Zveze NATO. Neka iluzija, da pomeni vstop v zavezništvo, v bistvu prenašanje bremena za našo varnost na druge, je obsoletna tudi v luči nedavnih dogodkov. Čeprav smo majhna država članica, smo dolžni del bremena za to prevzeti nase. In imamo ljudi, ki so to sposobni, in imamo tradicijo, ki to pričakovanje opravičuje. Če želimo zaradi sebe in naše varnosti in zaradi kolektivne varnosti, v katero polagamo upe znotraj zavezništva, dobiti rezultate, ki jih želimo, moramo torej tudi v to investirati. Zdaj je pravi čas. Kot prepričan Evropejec ne sklenem ta govor z upanjem, da ti napadi, ki so direktno ogrožanje evropske varnosti, naše širše domovine, ne bodo imeli za konsekvenco samo zatekanje k nacionalnim ukrepom za povečanje varnosti 28 držav članic, tudi Slovenije. Ampak to je moje globoko upanje. Zato si bom zelo prizadeval, da bomo prav v teh trenutkih, ko bodo skušnjave, da bi se to zgodilo, da bi se zapirale meje, da bi se na take konzervativne načine poskušalo zavarovati varnost lastnih državljanov in družb, da bi videli, da je rešitev ne v manj Evrope,
ampak v več Evrope. Več Evrope. Slovenija kot majhna država, ki želi ohraniti svojo nacionalno identiteto, ima interes, neposreden nacionalni interes, da ta projekt večje povezanosti, sodelovanja, tudi varnostnega, uspe. Z vsemi temi načrti, vsemi temi željami, končujem ta nagovor za čestitkami za vaše, kot rečeno, brezhibno opravljeno delo. Pol leta nazaj ste se poslovili z upanjem, da boste svoje delo opravili tako, kot od vas pričakujejo tisti, ki so vas na nemirno morje poslali in tisti, ki ste jim pomagali. To ste opravili tako, da smo vsi lahko na to ponosni in z vedenjem, da Slovenija razpolaga tudi na morju z silami, ki so primerljive z našo velikostjo, vendar profesionalne, izurjene in kadarkoli sposobne posredovati za to, da ta mir in varnost, ki ga imamo in uživamo, ohranimo in okrepimo. Sprejmite, spoštovani pripadniki 430. diviziona, še enkrat moje čestitke, vsi ostali pa, zlasti svojci, zahvalo za vašo potrpežljivost, razumevanje, za njihovo odrekanje. Vsem skupaj želim, da bi dosegli še veliko takih imenitnih uspehov in krepili nekaj, kar je veliko vredno v luči soočen z izzivi 21. stoletja. To je naš ponos in naša samozavest, da smo kadarkoli sposobni soočiti se s katerimkoli problemom, da zagotovimo našim ljudem mir in varnost. Hvala lepa. Hvala vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Republike Slovenije za izrečene besede. Otroški pevski zbor se nam bo predstavil s pesmijo Sončki, ki je tudi himna osnovne šole Kopar. Pripadniki so, kot smo slišali, sodelovali v vojaški operaciji, reševali življenja in nudili pomoč vsem, ki so jo potrebovali. Pred njih so bile postavljene velike zahteve. Nalogo so opravili profesionalno in z odliko, za kar jim izrekamo pohvalo. Ponosni smo na vas. Prosim načelnika Združenega operativnega centra, polkovnika Klemna Medjo, da podeli medalje v službi miru.